Digitalni svet nam je olajšal ustvarjanje podobe in samopodobe. Mi smo na internetu lahko danes karkoli hočemo. Svetovna faca @gmail.com, resnični nigerijski princ @prevaranti.eu, 25 plus centimetrov če veš kaj mislim, pika, fuj stari, res. Ampak digitalni svet ne, smiley, lajki, lol, emoji, pa vse to počasi, ampak sigurno postaja del realnega. Čeprav, če praznuješ rojstni dan izključno s Facebook prijatelji, je to še vedno malo žalostno. Pa jaz tudi nisem slišal, da bi kdo rekel, zadnjič sem pa jaz mogel spraviti pranje stroje v 4. nadstropje, pa so mi followerji pomagali. Ampak naše mnenje o sebi je vse bolj odvisno od spleta. Zdaj, dokler si otrok, itak ni problema, ker ti starši non-stop govorijo, da si najlepši, pa najpametnejši, in bolj hodiš po svetu cel napihnen pa samozavesten, pa govoriš pač, jaz sem pač realno najlepši otrok, objektivno. Jaz sem bil do 12. leta prepričan, da imajo vsi ostali otroci ful premajhne nosove, potem sem jih pa gledal prostim sočutnim pomanjkajo, mislim, očitkom, boge reve, res prijedni, Jure, prijedni. Ampak čim pa dojameš, da so pa starši sam starševsko prijazni, pol pa začneš iskati potrditev druge. Zdaj, pred internetom to ni bil tak problem, ker nisi imel ravno neke hude konkurence, s kom se lahko primerjaš. Imel si izbiro med stricom Janezom, ki je inženir, ampak preveč pije, in sosedom Polditom, ki je pa gasilc, ampak preveč pije. In še naši pravljični heroji so bili bolj tako, švercer, ki živi s konjem, deček, ki provocira zeliščarco, pa kralj, ki spi v jami pod goro. Zdaj, ni glih družba, od katere bi se najbolj zakompleksal. Danes pa si na spletu z Ronaldoti, pa Justini Biebri, pa nekim tipom, ki odpira škatle. In od teh treh začuda sam Justin Bieber preveč pije. Digitalni svet vzpostavlja nerealne standarde. Zdaj, tudi če hočeš, nočeš, se potem ti kar naenkrat začneš primerjati z nekimi vesoljci tipa ala Lionel Messi. Res, in potem se počutiš brezveznega pa neuspešnega, ker se pač ne moreš tako Messi okrog furati z Maseratijem pa porabiti 35 jurjev za večerjo. Kar je, by the way, bizarno. To, da Messi porabi 35 jurjev za večerjo. To je isto, kot da bi Vlado Kreslin porabil 2 jurja za frizera. Res, tu je malo z nami, tu pa pusti, ko bo takša moderna. Žal se... Žal, pač ampak pri digitalni generaciji, ki pa danes odrašča število lajkov in količino denarja, neposredno oni to prevajajo v samo podobo. Tudi starejši jaz, da ne vem, če smo glih imuni na to. Res, mogoče je pa sam problem, da smo v nekem prehodnem obdobju, da pač večina spletnih influencerjev itak nima nobene jasno izdelane etične drže, nobene. Oni pač sam so. S temi svojimi šobami, pa s temi številkicami, pa s temi oglaski bedastimi v spodnjem kosu robo ekrana. Pa mogoče mora tudi internet odrast. In jaz upam, da bomo tudi v digitalnem svetu nekoč dobili vzornike, kateri glavni dosežek ni, da imajo zdaj na fotografijah zelo nabrekle usnice. Oči, glej, ko bom velika, bom to. Super, ljubica, samo da ni filofaks.